Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je z nami Senada Škrijelj, ki jo poznamo iz Centra ponovne uporabe in predvsem kot zelo aktivno žensko v grajski kavarnici. Verjetno ste jo tudi že obiskali in ste si ogledali to in ono, tam pa srečujete torej Senado. Senada, lepo pozdravljena v naši družbi. Pozdravljeni, Karolina. Kako dolgo pa si ti v Centru ponovne uporabe že zaposlena? V Centru ponovne uporabe Ormož sem zaposlena od 17. oktobra leta 2014. Torej si kar nabrala že izkušenj v teh 4 letih. Pa glejte, če ste zaposleni v Centru ponovne uporabe, potem izkušnje same zagotovo pridejo same po sebi, tako da jih ni težko nabirati. No, veliko ljudi si najbrž spoznala v vseh teh letih. Ja, veliko obiskovalcev, veliko ljudi, veliko pomembnih ljudi glede našega dela, tako da socialna mreža se je res veliko razširila pri meni. Senada, ti prihajaš z Makedonije, torej Makedonka si po rodu, ne? Kako dolgo pa si že v Sloveniji? V Sloveniji sem se priselila iz leta 2009, 26. decembra, takoj po Božiču. S otroki si prišla, torej sem, dva otroka imaš? Imam 2 sinova, ja. No, malo težav imamo s tvojim priimkom, ne, Škrijelj. Vse meni težko gre z jezika. Kaj je s tem tvojim priimkom? V bistvu sta moja starša oba priseljena iz Črne Gore, še kot otroka sta se priselila v Sloveniji, tako da mislim, kaj je čist tipični črnogorski preimek to, ker ga imam po svojem očetu, ja. In kako ga drugi izgovarjajo? Tudi imajo težave, pa posebno, če sem na kakšni upravni zadevi, recimo kot je banka, pa sodišče, zelo težko jim gre z jezika, moram priznati, ja. In koliko sta stara otroka? Starejši sin je star 16 let, mlajši je 14. No, kako pa sta se ona dva vključila tukaj v to naše življenje, v vzdušje, ne, v Sloveniji? Mlajšemu sinu je bilo zelo lahko, ker je tudi bolj komunikativen, ne. Hitro se naučijo slovenščine, pri starejšemu se malo zadeve zapletle, ker je pogrešal rodno Makedonijo, bom rekla, ne, in jezika se malo težje naučijo, tako da pri njemu so se dejansko zadeve zapletle. No, otroka sta seveda potem tukaj prišla v šolo, ne? Ja. Verjetno tudi ta prehod ni bil enostaven zanju. Ne. To se pa tudi dejansko spet odrazilo pri starejšem sinu, ker je on obiskal 2. razred osnovne šole v Velesu, ne, in dol je seveda naša ljuba cirilica. In tu smo prišli potem novo pismo, latinica, tako da smo ga z ravnateljem, tokratnim gospod Bujenburger, dali nazaj v 1. razredu, da je potem to vse skupaj pri njemu poteklo tako, kot mora biti. No, in danes sta se torej že privadila, tako kot ti. Ja, zelo so se aklimatizirali, bi temu rekla, ja. No, prosti, da sem tako malo radovedna, ne, seveda nas vse skupaj zanima, odkot ta naša Senada prihaja, sedaj te že vsi poznamo, naša si, ne, lepo si se vključila torej v življenje, v delovanje tega Centra ponovne uporabe. Na kakšnih nalogah si torej začela v tem centru? Jaz sem dejansko začela na zbirnem centru Dobrova in takrat sem bila zaposlena za 4 delovne ure. In potem je dr. Marinka Vuk, moja nadrejena direktorica, ne, zaznala ene kompetence pri meni in je rekla, zdaj pa si s tem projektom smo zaključili, ne, zdaj pa ti prihajaš v prostore Centra ponovne uporabe Ormož na Vrazovi 9. In tako se je to vse skupaj začelo odvijati. No, potem ti je tudi prepustila na nek način vodstvo, ne? Tako, ja. Te enote v Ormožu, ne? Torej ti je že zelo zaupala. Veliko mi zaupa, moram priznati, ja. No, in kakšne so torej tvoje naloge in dela, kaj pravzaprav vse delaš? Moja naloga je v prvi vrsti, da ljudje ozaveščam, ne, delovanja samega Centra ponovne uporabe Ormož, zakaj smo tu, čemu smo namenjeni, ker mi v bistvu rešujemo težave, tiste, kateri imamo doma. Ali se to nakopiči preveliko tekstila, pa ne vemo, kam s tem, potem pri raznolikih popravilih, da jim potem tudi stopimo ob strani in da jim rečemo, gledajte, če to ti mizi, recimo, zdaj manjkajo 2 šraufa, da ni za vstran, da ne rabi iti na zbirni center Dobrava, ampak da je pripeljejo k nam in to vse skupaj z našimi idejami in sodelovanjem popravimo in porihtamo in spet je potem uporabno. No, na nek način smo pravzaprav sledili ta razvoj tega centra, no, če tako rečemo. Kako se je prijelo, so ga ljudje sedaj v teh letih, v zadnjih letih že bolj spoznali za svojega?
Na samem začetku, da sem jaz prišla, je to bilo tako bolj vse skupaj skeptično, ne, in v lufti. Meni se zdi, kot sama opazovalka, ne, pa dejansko zaposlena v centru ponovne uporabe, da so ljudje imeli največ težave pri tem, joj, samo da me drugi ne vidijo, da sem tu, ne. To je tisti, potem tisti, kako bi temu rekla, Kompleks. ja, kompleks, točno, kompleks, ja. Samo da me drugi ne vidijo, da me ne vidi Karolina, da sem zdaj jaz tu, ne, in kaj jaz tu zdaj iščem, ne. Kompleks manj vrednosti. Ampak z letom, ne, zdaj pa je nekaj čist drugega. Ljudje pridejo, poiščejo si stvari, katere ne dobiš v klasični trgovini, ne. Pridejo za svojimi idejami, da se jim kaj preredi, preuredi, naredi, ne. Se pravi, če češ izvirno darilo imeti za sebe in za svoga bližnjega, potem prideš v centru ponovne uporabe Ormož. No, gre za to, da se v vašem centru, v vaši trgovinici lahko marsikaj najde, ne? Kupi poceni oblačilo, ki je še zelo lepo, lahko pa tudi prideš, da ti kaj popravijo, ne? Kaj vse, recimo. Seveda krojaške zadeve in verjetno tudi kakšne mizarske, ne? Bom začela pri krojaških zadevah. Pri nas naši mojstri, v prvi vrsti naša Cvetka, ne? Potem pa še ostali zaposleni, od užanja, krajšanja, širenja, na novo šivanja, potem veliko pride do tega, do te težave, pa zelo sem vesela, da ljudje več ne zavržejo stran, recimo bundu, kateri je zadrga nedelujoča, ne, pridejo k nam in jim zadrgo zamenjajo, potem gumbe, šivanje, to je, glede tega res, res veliko pride do takšnih popravil. Potem pa vidim, da naš mizar, Franc, ne, isto ima takšne zadeve, recimo pokličejo ga velikokrat, pa gre na dom. Pošraufati kakšno omaro, zlepiti kakšne predale, recimo tisto, kaj ni mobilno, pa se ne more do nas dostaviti, tako da gre na dom tudi. Pa barvanje kakšno, potem poliranje, tako da vse pride v poštev. No, v okviru medgeneracijskega izmenjave, kako se Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin. No, v okviru tega projekta ste torej tudi kupili avto, ne? To je tudi zanimivo. Kdaj bo to pravzaprav začelo Z delovati? mesecem novembrom začne naš mobilni avto. Avto je na elektriko, ker smo spet okoljsko ozaveščeni, ne, in spet bomo ponudili možnost starejšimi, ne, tisti, kateri ne morejo do nas, pa bi radi našo pomoč, gremo na dom in porihtamo vse pač, kaj imajo za porihtati. No, ta projekt, medgeneracijsko kroženje znanj in Veščin? veščin, nekako mi to ne gre, torej z glave. Danes za ampak jutri. vseeno. No, verjetno pa vsi vemo, zakaj se gre, ne? Sodelujete torej z Ljudsko univerzo in komunalnim podjetjem. Kako izgleda to sodelovanje, recimo? Kako ste se povezali? Kaj ponujate pravzaprav? V prvi fazi je Ljudska univerza Ormož predstavljala 12 delavnic iz našega projekta medgeneracijsko kroženje znanja in veščin, tako da so jim delovali na različnih lokacijah. Bistvo vsega tega je, da pride do medgeneracijskega druženja, da starejši prinesejo svoje znanja na mlajše, mlajši pa na starejše. Komunala Ormož pa je imela 4 delavnice, ne, to je v prvem sklopu. Zdaj pa začenjamo z drugim sklopom, tu se vključi naša mobilna enota, se pravi pomoč na domu, in spet začnemo z različnimi delavnicami, se pravi ozaveščamo ljudi glede okolja, se pravi, da zakaj je še vedno toliko smeti, ne, pa ene stvari so čisto uporabne. Iz tega konteksta bomo šli, ne, potem pa še v praktični del. Vključi pa se tudi gospa Marta Gregorc v drugem sklopu. No, njo ste izbrali torej tudi kot za eno sodelavko, ne? Ja. S čim pa se torej ona ukvarja? Kaj ponuja? Naša Marta bo ponudila obiskovalcem delavnic, kateri upam, da bodo prišli v velikem številu, od lana, od semena do prejice, ne. Potem pokazali bomo postopek tkanja, ne, kako se to tke, pokazala bo postopek, kako se naštrikajo copati, tako da bodo to spet pomembne in uporabne zadeve, ne. Seveda, ki se jih lahko naučijo torej vse generacije, Ja, tudi vse mlajši, ne, ki so točno. morda malo prikrajšani za poučevanje v tej smeri. No, predtem preden nadaljujeva o vaših projektih, pa morda še to, kako dolgo ste v grajskih prostorih, ne? Ni to tako zelo dolgo. Pa ni dolgo, imeli smo otvoritev 13. julija 2017, tako da je to relativno kratek čas. No in kako se počutite torej na tej novi lokaciji? Grajsko. Grajsko? Ja, Torej grajsko. ste kot neke
grofične, ne? Tako, ja. Sami koncept Grajske kavarniške popravljalnice je zastavljen na to, da naši obiskovalci pridejo in preizkusijo nekaj, kaj mislim, da v celoj Evropi nekaj takega ne morejo preizkusiti, tako kot preizkusijo pri nas. Se pravi, prideš, naša Lidija vas pozdravi z njenim prijaznim nasmeškom, potem si skodelico zbereš sam. Potem si kavo, katero češ piti, si sam spet izbereš. Kavico si sam skuhaš, se postrežeš, se pravi tako, da si doma v dnevnem prostoru. No, to je torej tudi na nek način bistvo vsega tega, Ja, ne? ja. Da si sam torej vse pripraviš, da ne čakaš, da te nekdo postreže. Ker ponavadi, sicer ne zahajam veliko po lokalih, ampak vedno rečem, pa kje je to ta natakarica ali natakar, ne, kako dolgo se obira, pri nas pa je vse sam. Sam si razdeliš čas, prvo si vedno razgledajo, ne, ker jim je ful zanimljivo, povprašajo, odkot to, ovo, no tisto, potem mi dopovemo, da je to dobesedno prišlo vse iz zbirnega centra Dobrava, tu pri nas v Ormožu, pa tudi iz ostalih centrov ponovne uporabe. Potem je pa to spet zavrteno, ne. In recimo iz ene odpadne embalaže za jabolka ali grozdje, zdaj pa je en takšni visečni element, kateri je ful všečen, kot primer, na primer. No, prav zanima me, koliko obiskovalcev recimo, kako prihajajo, kdo prihaja v vašo kavarnico? Eni prihajajo posamezno, se pravi spontano, čisto po naključju, ne, ker niso še slišali za nas, pridejo na tic, potem pa še iz radovednosti pridejo gor pogledat, ne, kaj se pa tu dogaja. Eni pa prihajajo s tem, kar so najavljene kot skupine. Recimo, ko pripravljate delavnice, ne? Ena izmed takšnih zanimivih delavnic je bila torej priprava grofičine torte, to je tudi posebna ideja, ne? Kako ste ravno prišli do torte, ki jo je rada pojedla ormoška grofica? Pozanimali smo se predvsem pri ljudeh, kateri so poznali grofico Irmo, ne, katere navade je imela, grajski prostori vsakšni posebej, zakaj je bil namenjeni, pa čemu je bil namenjeni, ne. In tako da je med ostalim, ne, bilo izpostavljeno, da je ful imela rada tortu na osnovi bezga in limone, ne. Te smo potem v projektu Medgeneracijsko kroženje znanj in veščin izpostavili, da je lahko to potem tudi kot promocija, ne, samega projekta in spet pridejo različne ciljne skupine in potem se torta pripravi na tudi način in s tem, da so vsi produkti, kateri vsebuje torta, so lokalni, razen limone seveda. No, medgeneracijska izmenjava izkušenj in Znanja in veščin. znanja in veščin je torej en projekt, Ja. potem pa še peljete kar nekaj, ne? No, kakšni so še projekti? Trenutno tu pri nas v Ormožu poteka še socialna aktivacija. No, kaj pa to? Kaj se znotraj tega projekta dogaja? V socialni aktivaciji so vključene osebe, katere so že, eni so del časa brezposleni, eni so kratek čas, tako da sami koncept socialne aktivacije je s tem, da oni spet pridobijo občutek, kako je tisto, da moraš vsakšni dan nekam hoditi, ene obveznosti pridobiti, pa spet nova znanja pridobiti, pa se približati trgu del, ne. Razdeljen je v 5 modulih, zdaj sicer poteka drugi modul, se pravi, delamo veliko na njihovi motivaciji, krepitev samozavesti, predstavitev dobesedno realnega življenja, ne, ker to so v prvi skupini smo imeli žensko, katera je 19 let bila brezposlena in ona je mislila, da je brez veze pisati prošnje, ker itak več ni za nobeno uporabo. Na začetku je intenzivno pisala, rekla je, potem sem si mislila, zakaj bi pisala prošnje, če itak mi noben ne da priložnosti. Seveda v 3. modulu smo jo vključili v trgovini Tuš, zelo so bili navdušeni nad njo, sčasoma so ji ponudili službo, ampak glede tega, da je ženska iz tuja je prihajala, ne, in ni imela vozniškega izpita, vseeno pa je dobila službo v trgovini Tuš in to 100 metrov od svojega stanovanja, ne. In to je torej bistvo te namen socialne projekta je aktivacije. prvo, da pridobijo na samozavesti, da se približajo delu na trg in potem se vključijo v 3. modulu pri različnih delodajalcih. Se pravi, spoznavajo, katera dela jih veselijo in kaj bi oni lahko z veseljem opravljali, ne. No, kako pa recimo nekdo, ki bo sedaj poslušal ta najin pogovor, kako pride recimo zraven k enemu takemu projektu, kako se lahko vključi? Pogoj za vključitev v socialno aktivacijo samo, ne, je to, da je brezposlen, pa da je prejemnik denarnega nadomestila.
Aha, torej mora priti s potrdili določenimi k vam. Tako, ja. Potem je to naloga Zavoda za zaposlovanje, pa Centra za socialno delo, da izberejo primerne kandidate. Recimo tisti, kateri še vedno si resnično želijo službe, ampak ne vejo, na kakšen način pa bi prišli do nje. Aha. To pomeni, da sodelujete tudi z Zavodom za zaposlovanje in s Centrom za socialno delo. Točno, ja. Urad za delo pa Center za socialno delo so partnerji. No, kako poteka recimo to vaše sodelovanje? V bistvu recimo, če smo pri uradu za delo, njihova naloga je nabor ljudi, kateri pridejo pri nas in mi smo isto predstavljali na urad za delo naš projekt, potem se sami prostovoljno odločajo, ali je to za njih ali ni. Center za socialno delo pa tudi poda potem podatke, recimo vsakšna svetovalka ve, kateri si, ne bi zdaj nobenega rada užalila, ampak resnično kateri si želi službe, ampak ne more do nje priti. In to je njihova naloga, da sodelujejo z nami in da so povezani med seboj. Sami nabor ljudi. No, kako uspešen je ta projekt po vašem mnenju? Pa glede tega, da smo z prvim delom zaključili, se pravi za eno skupino 20 jih je vključeno, in iz tega, da se jih 11 zaposlilo, bi rekla, da je kar. Čestitke, ne? Hvala. Potem to kar dobro gre, ne? Ja, 20 ljudi vključiti v naš mali Ormož, je kar zahtevno delo. No, nad vsem tem delovanjem bdi torej doktorica Marinka Vovk, ki jo tudi zelo dobro poznamo, je tudi že bila naša gostja. Kaj pa so njene naloge? Verjetno ona išče finančne vire z vseh strani, ne? Gospa Marinka Vovk, njene naloge so tako širokega pojma. Ona je sama tudi pripravlja projekte, prijavlja se na razpise, zelo bdi nad nami, bi rekla, da to vse tako poteka, kot mora biti. Tako da zdaj velikokrat tudi pride v Ormož, ker je tudi isto na socialni aktivaciji, spodbuja naše zaposlene, motivira jih, veliko da na nas, se pravi spodbuja nas k izobraževanju, dobesedno nam krepi našo samozavest, moralo in tisto, kaj se ti zdi nezmožno, je pri dr. Marinki Vovk zmožno vse. Za njo ni ovir. Ni ovir. No, vse skupaj se je začelo v eni takšni mali delavnici, na Vrazovi, mislim, da je to stavba, kjer je danes Ljudska univerza, mislim, da je Vida Lah bila prva zaposlena, ona je pravzaprav orala ledino, vsega skupaj, potem se je kar lepo razširilo, na Vrazovi 9 ste bili potem in sedaj imate torej svoje prostore v gradu in ste torej graščaki postali vsi skupaj. Koliko pa vas je? Na Centru ponovne uporabe Ormož sem zaposlena jaz, potem se tu prepleta ekozaposlitveni center, v katerega so zaposleni 6 ljudi, pa še prepleta se Zenjak, pa tudi naš projekt medgeneracijsko kroženje znanja in veščin, tu pa je zaposlena gospa Lidija Blažekovič. Lidija bo torej tista, ki bo vozila avto. Tako. No, omenjali ste tudi brezplačno telefonsko številko, kako je s tem? Ste jo že dobili? To se bo zdaj uvedlo v mesecu novembru, se bo začelo z brezplačno telefonsko številko, tako da delamo na tem intenzivno. Kakšni pa so načrti, torej, vseh vas, torej zaposlenih v Centru ponovne uporabe? Naši načrt je, da čim bolj, ker smo nosilci Centra ponovne uporabe, da približamo v prvi vrsti Ormožancom, pa potem širšem okolju, poslanstvo Centra ponovne uporabe, kaj počnemo, kaj delamo, zakaj delamo. In tu je potem en niz takšnih vprašanj, katere jaz mislim, da resnično uspešno upravljamo do zdaj. Odgovorite torej na vprašanje, zakaj to delate? V prvi vrsti, če grem iz sebe, jaz delam to iz veselja, ker me to resnično veseli, ker se zavedam pomena Centra ponovne uporabe Ormož. Vem, s čim pridonesemo, da je okolje boljše, da ljudima pomagamo pri iskanju njihovih težav, katere pri nas niso težave. V momentu najdemo rešitev. Ena od tistih rešitev je recimo tudi bila, da smo iskali, nismo imeli vode v grajske prostore. Kako zdaj to rešiti? To je bila cela znanost. Prostorov nismo smeli spreminjati, ker je zaščiteno. Potem smo prišli na idejo, jaz pa naš Franc, sem rekla, čakajte malo, kot vemo, ormoški grof je imel Gorice, bil je ljubitelj vina. Dajmo mi poiskati čim bolj stari vinski sod, ga preuredimo, naš Franc pa bo tak naredil vrata na njem, pa pravi, kakšna vrata? Se rekla, boš videl, počakaj. Se pravi,
Spostavili smo takšno staro omaro, katera je dobesedno spet znova lepljena, šraufana, ne, pobarvana. V njej je kanister, spodaj pa imamo kot otok vinski sod. In tak smo kot v srednjem veku. No, kako pravzaprav poteka kuhanje te vaše kave tam? Že to je zanimivo, tisti pesek, ne? Na vročem pesku se kuha. No, kako to gre? Načeloma je tako, da si gostje pridejo. Prvo, kaj je, so oduševljeni o tem, kako to vse skupaj je zastavljeno, ne? Ker če malo pogledaš, to je vse povezano z, recimo, zadnjo lastnico Ormoškega grada, ne? Prideš po stopnicah, te pričaka kolo sreče, ne? Vsi dobro vemo, da je grofica Irma imela zelo rada igre na srečo, ne? Tako da je to na nekšni način tudi, ne na nekšni način, z namenoma je tudi povezano z njo. Spodaj je kolo sreče pritrojeno na šivilni stroj. Vemo tudi, da je imela svoje šivilje v Ormoškem gradu na začetku, potem sledi naprej mali takšni čitalni kotiček, v katerega se lahko sedeš, si knjigo izbereš in prečitaš nekega. Potem pa prideš v bistvu v grajski kavarniški popravljalnici, ki te počaka takšna posebna peščena kopel, ne, z vročim peskom. Namen je, da si gost sam izbere kavo, katero nam dostavljajo slovenski pražarji, ne, iz pravične trgovine. Vedno pride tako, da želijo povohati prvo, ne, kateri vonj je najboljši, kateri jih bo prepričal, ne. Potem si džezva se vzame, se da v peščeni kopeli, kava se prepraži, se zalije z vročo vodo, to je v nepolni minuti gotovo. Se odloži, se poišče skodelica in je to to. No, zanimivo je tudi to, da si to skodelico, ne, starinsko, vintaž torej, lahko odnesejo domov, ne? Ampak to je spet z namenom, ne, da je tista skodelica spominja na nas in da vejo, ki morajo spet priti, če želijo nekaj takega doživeti, ne. Pri tem pa bi povedala, da tista usedlina kavna, pa isto se ne da vstran. Tu smo isto iskali rešitev, recimo za mašeni otoki, to je cela znanost, kako se tisti otok zdaj odmaši. Mi pa lepo našo usedlino zbiramo v posebno kanglico, vintage, ne, in gojimo gobe, bukove ostrigarje na njej. Uspevajo? Uspevajo. Enkrat smo že pobrali, skuhali smo župo gobovo, ne, pomagal nam je gospod Tona Prosnik, ne, zdaj pa nekaj kljubujejo. Ne vem. Ne rasejo? Trenutno ne. Pa krasle pa so. In morda ni sezona zanje? Meni se zdi, da jim je malo prehladno. Tako da tu še moram podelati na tem. Ustaviva se še torej pri tortah, teh grofičinih tortah, ne. Do sedaj ste spekli 2, ne, se mi zdi. Ob kakšnih priložnostih pa se lahko te torte pečejo? Ob različnih priložnostih. Recimo, zdaj smo imeli pri tem, da so praznovali rojstni dan, ne. Zdaj imamo spet skupinico iz Čakovca najavljeno, ne, 3. novembra, katera z veseljem bo prišla pripraviti grofičino torto, ne, za rojstni dan. To je torej tudi nekaj novega, ne, recimo, na kakšen način lahko praznuješ svoj rojstni dan. Prideš in si spečeš, oziroma pod vodstvom mentorice, si sam pripraviš torto. Ja, za katero veš, da je friška, ne, pa da je iz lokalnih produktov, pa v enem sproščenem ambientu nišče te ne preganja. Pa ne more se nič zgoditi, ker naša smenjana pa tako budno bdi nad tavom, ne, da vse poteka tako, kot mora biti, ne. Ja, zanimivo. Praviš torej, Senada, da prihajajo gostje, da se veča število gostov, pa imate dovolj prostora? Ali se boste še širili? Če po pravici povem, Karolina, včasih nam gre na knap. Ker prvenstveno do same ideje, ne, in postavitve grajske kavarniške popravljalnice, da sem razvijala samo idejo, moj namen je prvenstveno bil, da približam center ponovne uporabe čim bolj Ormožancom, ne. Ampak zgodilo pa se je to, da pridejo iz celotne Slovenije, pa še tujci, kateri so zelo navdušeni nad tem, ker repair kafeji delujejo po celem svetu, ne. Začelo se v Amsterdamu, ampak ne delujejo vsakšni dan. Da ti prideš, si kavico sam skuhaš z užitkom, ne, sam si jo postrežeš, potem pa še kakšni gumb zašiješ zraven ali hlače skrajšaš zraven, ne, ker vedno tam čaka šivalni stroj, pa naša Cvetka seveda, katera z veseljem pomaga, ne, da se tista težava opravi. Se pravi, ta čas, ko spiješ kavico, imaš hlače lahko popravljene. Ja, no, kar se tiče popravil, krojaštva in tega, kakšne stvari prinašajo ljudje, recimo?
Za popravila? Ja, ena izmed udeleženk minuli delavnici je povedala, da ste ji zašili unikatni predpasnik. Ja, to pa je potem na novo narejeno. Si pride v Blagosi je gospa izbrala, katero će imeti in potem so ji zašili predpasnik, seveda po njenih merah, ne, in po njenih željah. Tako da je bila zelo zadovoljna. In posebnost tega delovanja je tudi, da je vsakšni izdelek drugačni. Pri nas ni serijske proizvodnje. Jaz imam drugačni predpasnik, ti boš imela drugačnega. Tako da zadeve se ne ponavljajo. No pa kaj pravzaprav lahko vse zašijejo pri vas? Pri nas zašijajo lahko vse. No, glede na to, da imate tudi tam polno blaga, ne, smo videli na policah. Pri nas po želji, če prideš pa si izbereš blago, ti lahko iz novega kosega, mislim, novega pod narekovajih, ker moramo pa se zavedati, da vse, kaj je v tisti omari, ne, da je enkrat bilo na zbirnem centru, se pravi pripravljeno za sežig, ne, in potem smo mi tisti, kateri to prepreči in se zadeva obrne in pride k nam in potem iz tistega, recimo 2-metrskega rožičastega blaga, ne, nastane unikaten predpasnik, katerega ne dobite nikjer na drugo mesto. Tako da se dobesedno zašije vse. Šivali so recimo naši maturantske obleke, isto po naročilu in po želji. Največ pa prinesejo zadrge, so ful aktualne. Se pravi, menjava zadrg je zaenkrat tista, katera je No, v koliko pa prednosti. stane recimo zamenjava zadrge? Odvisno. Odvisno, kakšna je bunda, ne? Če je podložena, ni podložena, odvisno. Ampak je od 8 evrov naprej. Tako da so cene kar primerne in simbolične. Imate veliko dela. Veliko dela imajo. Tako da konstantno ljudje prihajajo z različnimi težavami, ne? Različno pomoč iščejo, res je dela ogromno. Kaj pa bi si recimo ti konkretno želela? Ti si sedaj vsa v tem delu, verjetno tudi delaš cele dneve, ne? Več ali manj. Kaj bi si želela recimo še dodatnega? Jaz osebno kot zaposlena na Centru ponovne uporabe, ne, pa kot spodbudnica Grajske kavarniške popravljalnice, še čim več obiska. Ker to ne sme ostati tako zaprto, to mora biti obiskovano čim bolj. Ker bi bilo škoda, ne, en takšni del, ne, kateri je res in zgodovinsko in namensko pripravljeni, da ostane, brez da bi bil obiskovani. Obisk je seveda zadosten, ampak lahko je še vedno bolj. No, predvidevam, da se torej k vam po stopnicah torej podajo tudi gostje, ki si pridejo ogledati grad, ne? Tudi to se Tudi ne... pridejo, ja. Pridejo ogledati grad, te potem še pridejo k nam, ja. Sodelujete morda tudi z muzejem Ja. in z vodiči torej Z njihovimi? muzejem, z njihovimi vodiči, z turistično-informativnim centrom Ormož, z mladinskim centrom, tako da mi smo res odprtega duha, ne. Tako, ja, hvala lepa, Senada, za vse, kar si nam povedala. Veliko zanimivega je bilo slišati. Tvoja slovenščina, ne, je odlična. Hvala. Tako da sploh ni noben problem. Glede na to, da si se malo bala, ne, da ti ne bo šlo. V glavnem, veliko uspeha ti želimo še naprej, veliko iskrivih idej in vabilo torej vsem, da se odpravite na kavico v Grajsko popravljalnico, kavarniško popravljalnico. Kavarniško No, popravljalnico. zanimivo je tudi ime, ne? Grajska kavarniška popravljalnica. Ja, Grajska je zato, ker je v gradu, ne, kavarniška popravljalnica je pa izhaja iz tujke, ne, Repair Cafe. Aha. Iz tega izhaja. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam za povabilo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, če le imate možnost, odpravite se torej na kavo v Grajsko kavarniško popravljalnico, lahko pa torej, tako kot je povedala Senada, prinesete tudi kaj na popravilo. Vse dobro vam želimo, pa se vidimo tudi prihodnji teden, upam vsaj, no, z novim gostom. Srečno do takrat.